Mi smo odraščali s to miselnostjo, da penine niso samo za novo leto ali pa za rojstne dneve. Ni res, da glede na to, da imamo mi dosti veliko zalogo v kleti, še da ne pomeni, da smo se mi zdaj vsak dan odpirali steklenico ali pa 2 pa pol to privoščili, ampak smo rekli, da takrat pa, ko si želimo, ali ko hočemo malo popestriti vsakodnevno kosilo, smo pa rekli, jaz sem živel v Avstraliji, sem živel za Francozinjo, Gruzicom pa Nemko. Tako da smo imeli kar international gospodinstvo. Mi moramo biti res dobri zagovorniki naše države. In jaz mislim, da če bi mi nekako vsi vinarji stopili skupaj in da bi delali te promocije na tujih trgih, da bi lahko dosegali ful širše te domete, kako bi rekel. Nekje med trto in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Spoznavate jih skupaj z mano v vinskem podcastu Istrte iz Lito. Danes je z mano Mark Istenič. Živjo. Živjo, lepo pozdravljen. Hvala enako, tudi z moje strani. Zelo sem vesela, da so se ujela. Ja, vse to. Zdaj bo že kar nekaj časa, odkar sva se prvič videla, no? Tako. Ampak me veseli, da se tudi nisva zadnjič takrat videla. Je, mene tudi. Tako da dobrodošel. Hvala. Mark, vaša hiša Penin Istenič ne potrebuje nekega posebnega uvoda. Jaz mislim, da vinoljubci in vinoljubke vas poznajo. Za vami je ena taka izjemna tradicija, izjemna zgodovina, skoraj 60 let. Res je. Ni še, a ne? Skoraj. Ampak vidva sta z bratom pravzaprav 3. generacija. A čutite neko to odgovornost? Pa ja, no, glej, moram reči, da za 60 še kar dobro izgledamo. No? Odlično. Je kar odgovornost, moram reči, sploh glede na to, da nas vsi poznajo, tako da mogoče je malo manj prostora za napake, ampak je pa res, da iz napak se tudi vsi učimo. No? Je pa, kakor si že rekla, sva dvojčka in s tem je tudi nekako prednost, zato ker si malo razbremeniva to breme. Si nekako, on je malo bolj prevzel to vlogo ekonomista, prodajalca. Jaz, čeprav pa je pa res, da danes jaz prodajam našo zgodbo. Ne? Jaz sem pa načeloma bolj v smislu kletarjenja, ampak ne samo kletarjenja, sem tudi del zgodbe. No? Tako da tudi z bratom pomagam prodajati našo vizijo naprej. Zato sem pa tudi danes tukaj, da se pogovarjam s tabo. No, odlično. Zdaj videla sta nek most med to tradicijo, vajin dedek je na nek način v bistvu bil trendsetter pridelave klasičnih penin, še takrat, ki se je nazdravljalo z drugimi pijačami, mogoče sokovi, šprici in tako naprej. Kako sta gradita ta most med to tradicijo, sodobnostjo danes in potem seveda vizijo, kot si omenil, za prihodnost? Ja, kot si rekla, najin ded je bil res vizionar v tem svetu, ker takrat, ko je on začel, res ni bilo sploh ni bilo od kulture pitja. Tako da je on mogel nekako z svojo vizijo, svojimi idejami, je mogel nekako pripeljati penine oziroma, kakor bi lajki rekli, šampance v naš svet, tako da smo se navadili. Itak, na začetku je bilo vse bolj sladko, pa se je pa proti najni generaciji, proti 60. letu, se pa že malo nadil tak premik proti malo bolj suhim, malo bolj resnim zadevam, ki so malo bolj uležane, malo bolj starane. Je pa res, da ne smeš nikoli se nekaj premikati. Smo kot morski pes na ta način, da se moramo skozi premikati, ker če ne umreš. Sploh v primerjavi z najnim dedjem, imamo zdaj trenutno malo več konkurence, ne samo v Sloveniji, ampak tudi svetovno. Tako da moraš skozi nekaj gledati, da je nek nov pristop, neka nova zgodba, nek nov izziv, ki ga hočeš rešiti, s tem, da pa tudi prevabaš in nove stranke in tudi stare stranke, da pač obdržiš. Zato, ker tudi sama stranka se je spremenila iz 90-ih, 80-ih prejšnjega stoletja, kot pa so zdaj. Ne. Zdaj je malo bolj, to gledajo malo bolj, kaj pijejo, kaj zauživajo. Je malo bolj tako, no, moraš kar biti up to date za svojo stranko, kaj on sploh hoče, tako da se tudi ti malo prilagodiš. No. Tako da je res, da penina je še vedno na koncu taka tradicionalna pijača, ki povezuje stari del mosta, je pa res z novitetami, novim pristopi, kot imamo tukaj danes z nami, te penine brez žvepla ali pa za minimalno intervencijo ali pa petnat ali pa karkoli, čeprav petnat je tudi že stara šola na nov način, rečemo. S tem nekako mi gradimo ta nov most z novimi generacijami.
ker vemo, da Slovenija je zmožna res kakovostne zadeve. In niso to samo za starejše ljudi, ampak je tudi za naše generacije, a ne Maša? Ja, točno to. Uživamo v peninah, pravzaprav. In tako, kot si omenil, večkrat je veljalo, da penine takrat v posebnih priložnostih, dogodkih, da si res privoščimo, ampak danes se te meje tudi brišejo. Ja, se strinjam. Mi smo odraščali s to miselnostjo, da penine niso samo za novo leto ali pa za rojstne dneve. Ni res, da glede na to, da imamo mi dosti veliko zalogo v kleti, še da ne pomeni, da smo se mi zdaj vsak dan odpirali steklenico ali pa 2 pa pol to privoščili, ampak smo rekli, da takrat pa, ko si želimo, ali pa ko hočemo malo popestriti vsakodnevno kosilo, smo pa rekli, pojmo v klet, vidimo kaj mrzlega, odpremo pa si na zdravo. Mislim, tako, s tem nekako delamo tudi na spominih, ker nič ni večno, tudi čas za našimi dragimi ni pač zavedno. Tako da vemo, da če lahko vsak en običen torek spremenimo v en poseben trenutek, kjer nazdravimo samo z mehurčki in z dobro pojedino, kdo bi se prav pritoževal. Tako da to je naša vizija, da nekako spremenimo ta shift, to miselnost iz tega, da je penina samo za neke posebne trenutke, v smeri, da je vsak dan lahko poseben trenutek, če si ga letko narediš. Ustvarjate doživetje. Tako je, tako. Zdaj vidva z bratom sta pravzaprav drugo leto, če se ne motim, odkar sta prevzela posle. Tako je, ja. Kako sta si potem razdelila vloge, delo? Ja, jaz sva bila kar kamenškar, ne hecam se. Je bilo kratko, ko so odraščala, so oba odraščala bolj z tem vidikom marketinga, za prodajo. Zato, ker midva sva originalno Ljubljančana, rojena in živela v Ljubljani. Je pa res, da ko so pač odraščala, so tudi velikrat šla na Bizeljsko in sva pomagala dedku in ostalim, tako da so si malo razbremenili pač delo. Da so bila mlada sila, so bila energijske bombice, so rekla, da bo že pač pomagala, kar se da. Tako da, ko so bila mlajša, so oba bolj strmela k temu, da bi nadaljevala pot očeta, zaradi tega, ker je bilo to nama blizu. Ampak pol s tem, ko si pa ti odraščal, pa si večkrat bil na Bizeljskem, večkrat bil v Vinogradu, tudi v kleti, ki si pomagal, ti je tudi to postalo malo bolj bliže in te tudi malo začelo več zanimati ta tematika. Tako da pol, ko so odraščala, sploh ko so dozorela, ko so postala 18, je bil to nek tak menik, zdaj lahko tudi probamo to, kar naredimo. Tako da se je pol odprl še en nov svet v tem smislu. In pol tudi oba pol tudi malo bolj v to stran vlekel. Tako da, ko so pol upisali magisterije, oziroma faks, so oba pol nekako rekla, ti si mogoče malo bolj zgovoren, tako da boš pol malo bolj marketinški del, medtem ko jaz pa sem mogoče bil malo bolj z rezervo, kako bi rekel. Tako da sem bil pol malo bolj potisnen v to pridelavo. Ampak mislim, da noben od naju ni naredil napako. Pa, kot sem že prej rekel, mi da dosti sodelujemo med sabo in tako da tudi on pomaga v Vinogradu, v kleti, kot jaz pa pomagam z vizijami in z zgodbami. Tako je. Kakšno vlogo pa imajo potem dedek, oče? Ja, dedek pa oče imata pa vlogo mentorjev. Je res, da z prakso ti dobiš neka znanja in kar je pa prednost družinskega podjetja je pa to, da ti ta znanja lahko predaš naprej. In tukaj veš, da ni nobenih filtrov, nobenih karkoli pač si oni mislijo, name lahko povejo, zaradi tega, ker smo le povezani s krvjo. Tako da, če si nama lagali, bi bilo pa pol tudi brez veze, zakaj se to gremo. Tako da ona dva rada svetujeta, tudi pomagata, sploh na začetku. Prvo leto je bilo mogoče tak menik, ker so oni še rekli, zdaj sta videla še vedno dosti novo v tem svetu, ste še malo prilagajate, pa tudi najmlajša so v podjetju. Tako da je bila ta malo dinamika med starimi in pa mladimi, pa ta, kako bi rekel, ta energija oziroma ta odnos med generacijami. Tako da je bilo malo, na začetku je bilo malo težko, napetosti zaradi tega, ker mi so odraščali, ne samo za družino, ampak tudi za zaposlenimi. Tako imamo pač, vse je pač ekipo, ki so pač konstantno z nami. Tako da oni so naj videli, ko so bila uplenička do tega, da so zdaj njihova nadrejena. In pol mogoče samo včasih se malo
mi je pojavila ta, kako bi rekel, težava, da pokažem jaz zdaj dominanco nad njem, zato ker je imel on vedno mi je govoril, kaj ne takrat naredim, ko sem mlajši, da ne uno počistam, uno primam, uno nahranim. Tako no, ampak moram reči, da glede na to, da imaš to podporo od staršev in starih staršev, da sva dobila to neko samozavest, pa to neko potrditev, da se le da. Je res, da mora še malo dozoreti, kako je dobra penina, no? Ampak mislim, da imamo dosti časa, da lahko res naredimo nekaj lepega iz tele naše zgodbe. A je med vama z bratom mogoče kaj tiste zdrave ljubosumnosti? Pa mogoče in zdrave ljubosumnosti in tekmovalnosti. Okay. Ker tako, jaz sem tudi odraščal v tem športskem duhu. Okay. Zato, ker in dedek je bil vrhunski športnik, in babi, in oče, in tudi teta. Vsak je imel nek svoj šport, v katerem so hoteli biti najboljši. Aha. Tako, imamo nekako to rivalstvo, ja, tako ja. Sej imamo tudi penino, ki se imenuje number one, kar nekako izraža to neko željo, da hočeš le biti najboljši. Ne? Tako da mislim, da vidva tudi nekako, sploh, ki si sovrstnik, imaš to neko tekmovalnost in hočeš pač le premagati svojega nasprotnika, ampak je pa res, da to je na koncu le igral za isto ekipo, tako da ni zdaj en proti drugemu, ampak mi dva proti svetu. Tako je. Tako da sva rekla, da to najno rivalstvo je le zdravi duh in to lahko le naj spodbudi, da rineva na nove višine. Odlično, da to v bistvu izrabite za prodor. Tako. Imeti športni duh pri vinskem poslu pravzaprav ni tako napačno. Ne, se strinjam. Pa pol, ko si kot delaš, si žen, pa si odpreš na steklenico in uživaš. Tako. In slaviš zmage. Tako, tako. Mi vsakič, ko naredimo kakšen malo boljši uspeh v smislu penin, radi si pol odpremo kakšno steklenico skupaj in sam nekako usrkamo ta moment, da nam je le ratelj nekaj doseči na novo. Glede na to, kako si že na začetku menila, smo res kar prepoznavni v tej državi, no, in vsak cilj, da to ohranja oziroma nadgradi, je le neko potrdilo, neka potrditev, da smo pa le nekaj pomenimo v tej državi. Je pa tudi res, da tudi ne samo v Sloveniji, ampak tudi v tujini dosti radi nastopamo na različnih tekmovanjih ali pa na kakšnih teh sejmih. Okay. In vsako leto dobimo neko potrdilo ali kakšno zlato medaljo ali kakšne nove stranke iz ene države, ker sploh nismo vedeli, da je sploh mogoče. Okay. Tako, je vedno tak nov čar tega. Tako, si navdušen nad tem, kaj je sploh vse možno. Ne. Napredujete. Tako, ja. Je res, da mogoče trenutno v tem svetu je malo težko, ker so in razne vojne in vse to vpliva na razne in cene in tudi na standard. Seveda, tako da je pa mogoče malo bolj konkurenčno oziroma moraš malo gledati, kjer so pa ta pravi trgi zate, ampak nič te pa ne sme ustaviti na to, da pač moraš vedno naprej iti. Ne. Moraš vedno sam se prilagoditi situaciji in strmeti dalje. Kako pa izgleda tvoj oziroma vajin klasičen dan? Ste tako, ne vem, si dogovorite za sestanek, si porazdelite delo, en je ostane v Ljubljani, drugi gre na Bizeljsko? Se zgodi tako, ja. Ampak običajno mi, da imajo sestanke en dan prej, zato ker če gre eno ali pa oba na Bizeljsko, gre pol dosti zgodaj zjutraj. Je res, da naši zaposleni bi hoteli, da prijajo še prej, zato je, oni že ob 7 tam. Od Ljubljane pa rabiš kakšno urco, pa 15-20. Odvisno sploh, če so kakšno dela na cesti. No. Ampak ja, tako, se pa vidimo, kaj treba narediti, pa tudi pogledamo, ne vem, a je sploh dosti delovne sile dol, oziroma če je kakšen ali na bolniški, ali so bolj v strežbi, ali pa karkoli, se pa nekako zorganiziramo, da je le dosti delovne sile, da gre pa to dalje. No. Ampak je pa tudi res, da je tudi zelo specifično glede na čas leta, v katerem smo. Naprimer, zdaj je kar veliko enih raznih sejmov pa dogodkov, za katera je dobro, da so tudi oba dva. Zaradi tega, ker eno je kar zanimivo videti dva dvojčka, ki hoče to postreči kozarc penine. Pa tudi s tem tudi prodajamo to družinsko vizijo. Ne. Pa tudi jaz pa brat sva mogoče v podjetju najbolj, kako bi rekel, se najbolj izražajo v angleščini, tako da naj pa radi tudi pokoristijo za tujino. Zato tudi najni kolegi, ki vidijo skozi kadarkoli kaj objavlja, da ima mi da najboljšo službo na svetu, zato ker nama da take,
kako se reče, že izkušnje. Tako je. Tako da moram reči, da trenutno bo vedno bolj pestro, kar se tiče teh samih sejmov. Okay. Ampak tako rečemo, januarja imamo kolektivni dopust. Si malo odpočijete. Si malo odpočijemo, ja. Poleti je pa itak trgatev. Včasih je bilo to september, oktobra, zdaj je pa že avgust, september. Tako da moramo kar skozi gledati, kdaj bo ta pravi timing. Tako da smo veliko takrat tudi poleti v samem vinogradu, da vidimo, kje je zdaj grozdje, a napreduje, koliko kita napreduje. Tako da ja, prav, da bi rekel, da imam jaz nek konstanten vsakdanjik. Ni nekega urnika. Nekega urnika ni, ampak načeloma, če pa delamo v Ljubljani, imamo rečemo tako od 9 do 5 nek okvir, razen če moramo dostaviti kakšno večjo naročilo komu, kakšni stranki, ali pa če imamo kakšen sestanek, se pa le prilagodiš, ampak načeloma pa rečemo, to je najbližje, kar bi jaz lahko rekel, da imamo nekemu urniku. Prej si že omenil ta most med tradicijo in sodobnostjo, da vi z bratom tudi vnašate že nove principe oziroma neko novo dinamiko. Kaj pa, recimo, ko ste prevzela, ko ste se lotila tega prevzema, kaj ste rekla? Zdaj imamo to hierarhijo, zdaj midva bova pa... Ko so dobila to priložnost, da bo to sprejela, to prevzela, je bilo, ok, zdaj se gre pa zares, ne? Tako da prva stvar je bilo, da vidimo tudi, naprimer, kako artikli kot sami, kako se oni premikajo, naprimer, kaj ljudje pijejo, kaj mogoče ljudje ne pijejo, pa pol glede na samo to oceno, vidimo pol kako naprej. Ker jaz sem imel enega profesora, ki je rekel, da stranke, oziroma da vsaka stranka hoče imeti na vsake 5 let nek nov produkt. Zaradi tega je to, da ne zgubiš njihov interes. Okay. Tako da tudi mi smo pol skozi leta dajali tudi neke nove artikle, ker smo rekli, ok, s tem bomo malo popestrili našo ponudbo. Tako bomo rekli, da s tem bomo tudi dobili kakšnega novega kupca. Ampak je pa tudi res, da mogoče s kakšnimi artikli, ki sem bila ti slajši, tudi nismo najbolj mogoče zadeli. Ampak bi pa nekateri še natrdili, da smo pa naredili nekaj najboljšega. Tako da tudi, kaj mene vprašajo, naprimer, kaj je zate najboljš? Saj ne vem, kaj bi, daj mi ti to, kar te najbolj všeč. Ampak, če bom jaz, kar je meni najbolj všeč, mogoče to, ko všeč, kaj bo tebi. Ja. Tako da moraš vprašati svojo stranko, kaj sploh hoče in pol s tem migati naprej. Tudi, kot sem že meni omenil, smo rekli, da je tudi te nove generacije, ki so malo prilagojen okus. Tako. In veliko od njih tudi smo ugotovili, da ne pijejo tako veliko alkohola. Zato smo se tudi mi malo prilagodili na ta segment in smo dali letos, smo dali pa novo penino ven, dealkoholizirano penino. Okay. Je temelji na okusu Desireja, naše osnovne linije, s tem, s katero smo tudi nekako bili porinjeni v spredje. In smo rekli, da stara generacija pozna Desireja kot klasik, pač penino 13-12% alkohola. Dajmo pol novi generaciji isto pijačo, ampak samo dajmo vzeti alkohol ven, da lahko tudi oni uživajo. Ker mi vemo, da pač oni ne pijejo zaradi enih ali drugih razlogov, ali zdravja, ali pač sodobnih trendov. Tako da smo rekli, ok, ta segment ostaja, pa tudi vidimo v tujini, naprimer tudi, ko smo na raznih sejmih, je dosti velik delež, ne vem, kakšnega sejmišča, ki je namenjen samo za takšne izdelke. Smo rekli, v Sloveniji pa tega trenutno še ni, oziroma vsaj ne od domačinov. Smo rekli, pa dajmo vsaj mi probati, ne? Ker zakaj pa ne? V najslabšem primeru lahko reče, da si vsaj probal. Ker to je najslabše, da če ne probaš, ne veš. Ne veš, ja. Tako da. Mislim, skozi raziskujete tudi in trg in trende in tako naprej. Omenil si že študij. Je to bila vedno neka tvoja vizija? Bom se s tem ukvarjal, da si že v bistvu v času študija bil temu naklonjen? Ja, tako, ko sem bil mlajši, bi rekel, da to ni bila glih moja želja prvotno, ker si, ne vem, star 5-6, si da hočeš pomagati malim živalim pa takim. Tako da, ja, mogoče na začetku sem hotel biti ali kakšen veterinar ali kaj takega, ampak pa, ko sem odraščal, sem rekel, ok, mogoče ne rabijo glih vsi veterinari, lahko tudi to prepustim ostalim. Jaz pa pol sem nekako z dojemanjem, da je to neka tradicija tudi, da s tem tudi ima to neko dodano vrednost, da pa lahko nekaj tudi naredim za ta svet, no, v
v smislu vinskega sveta. Da prispevaš. Tako da ja, pol, ko sem opisal študij, je bila to pol moj cilj, da se naučim kaj novega, ker več, ko imaš različnih vidikov za neko stvar, širšo sliko si lahko ustvariš. Ker je res, da moj oče in dedek imata oba dva nek svoj vidik, ampak je pa res, da se stvari tudi spreminjajo. Tako da so tudi nove tehnologije, novi pristopi, ki so pa pol bili tudi na faksu pač povedani. In to nekako te naredimo malo, ko bi rekel, malo bolj rounded person. Zaokrožite na nek način. Tako je. Tudi v Avstraliji si se izobraževal, ali je bila to v bistvu tudi ena, kot si rekel, da vidiš širšo sliko? Tako, ja. Ker sem jaz študiral, smo se več ali manj učili o starem vinskem svetu. Tako da smo vedno dobili te iste zgodbe, oziroma neko to tradicijo, neko iste principe. In pol, ko sem jaz končal magisterij, sem imel pa priložnost, da bi šel delati prakso. Ja, mi smo bili ne vem kjerga leta točno, ampak so nas eni Španci, mislim, da so bili organizatorji, so nas vključili v skupino 20 najboljših pridelovalcev penin. Oziroma pač to so vse penine, ki niso bili šampanci. Tako da smo pol iz raznih držav tam dobili pač ene kontakte in pol sem jaz malo poprašal, če rabijo pa kaj pomoči. Tako da sem dobil in malo kakšno ponudbo iz Španije ali pa ne iz Italije. Pol sem pa za foro, sem pa rekel, da bom pa še vprašal na drugo stran sveta, če je kakšna opcija, da lahko tudi prijem pomagati. In na mojo srečo so privolili, tako da sem bil eden in edini Slovenc v Avstraliji, bolj natančno v Tasmaniji. In sem pa tam pomagal za 2 meseca, tako da so dokončali svojo trgatev. Odlično. Ja, in sem bil razna dela sem delal. Ni bilo samo kletarjenje, bilo tudi delo v strežbi, tudi v vinogradu. Tako so rekli, da glede na to, da hočem tudi jaz dobiti malo širšo sliko, tako da tudi jaz vidim, kaj vse pride noter v to. Tako da je bilo ful dobro. To je zagotovo bila ena taka izkušnja. Ja, je bilo. Je res, da to je bil tudi moj prvi izlet, ker sem bil sam. Ker prej sem bil z družino, prijatelji, pa vsaj ne z bratom. Tako da grem na svoj prvi samostojni izlet. In da je bil na drugi strani sveta, je bil kar podvigno. Ampak moram reči, da ne bi nič spremenil. Je bilo zelo luštno. Tudi jaz sem se malo dozorel v tistem času. Tudi osamosvojil? Osamosvojil, tako, ja. Ker tam si se mogel tudi malo prilagajati, ker je bilo tudi veliko raznih drugih kultur, drugih držav. Ampak, naprimer, ker sem živel v Avstraliji, sem živel za Francozinjo, Gruzicom pa Nemko. Tako da smo imeli kar international gospodinstvo. Tako da je pa vsak tudi malo povedal o svoji državi, pa tako, kaj oni tam kaj pijejo, kako oni uživajo, kako oni vidijo vino. Tako da sem tudi rekel jaz, da Slovenija ni toliko nepozabljiva, da se le da nekaj tudi iz naše države pokazati. In sem tudi jaz pa nesel par steklenic iz naše kleti. In sem dal in mojim cimrom in lastnikom kleti, da tudi probajo in ocenijo. In so bili vsi navdušeni, so rekli, da si niso predstavljali, da Slovenija lahko ponudi tak nivo kakovosti, kot sem jaz pokazal. To si tudi promocijo naredil na nek način. Ja. Se mi zdi, da velikokrat v svetu so potem kar presenečeni, kakšna vina imamo Slovenci. Mi moramo biti res dobri zagovorniki naše države. In jaz mislim, da če bi mi nekako vsi vinari stopili skupaj in da bi delali te promocije na tujih trgih, da bi lahko dosegali ful širše te domete, kako bi rekel. Ja, zaradi tega, ker če vsak vinar posamezno nekaj hoče narediti, pride nekam, ampak ne toliko daleč, kot če bi bilo skupaj 100 ali pa 200, 300 vinarjev. Ja, zagotovo. Več, ko je glasov, bolj smo prodorni. In to mogoče samo malo manjka trenutno v Sloveniji, da bi nekako se skupaj povezali in da bi skupaj nekako ustvarjali to neko slovensko zgodbo. Ker, naprimer, Avstrija, naša soseda, gor, ima to zelo dobro pošlihtano. To oni so res naredili dobro zgodbo o avstrijskih vinih in oni, mislim, da kar delajo napredek na prepoznavnosti. In
na koncu tudi veliko novih turistov pripeljejo v državo in prodajo v več državah, kot so pa prej. No. Ja, se mi zdi, da Avstrijo vedno gledamo kot en primer dobre prakse za ta koherenten nastop. Ja, nazadnje, v bistvu Slovenija je zelo majhna in tako, kot si rekel, če si vsak na svojem koncu, težko potem prodreš. Tako je. Tako da jaz sam upam, da bo te nove mlade generacije, kot mi dva, kot jaz, da bomo nekako se znali skupaj povezati in skupaj pristopiti na druge trge, ki mogoče trenutno še ni Slovenija toliko prepoznavna. Ampak ja, sej nekateri vinari so naredili kar uspešne korake k prodiranju, ampak je pa res, da so bolj naredili oglas zase, kot pa za državo. Za Slovenijo, ja. Ja, v bistvu, če bi Slovenija bila kot en vinski brand, ja. Bi verjetno potem tudi bi znali pa narediti tudi kakšno malo bolj večjo kampanjo. Naprimer, kot v Italiji, ki ima ta Italine, lahko vidiš povsod. Ko sem bil v Ameriki leta 1923, smo šli pa tja pogledat, pa smo tudi videli par slovenskih pridelovalcev mestno, tako da smo bili vsaj veseli, da če nismo bili pač kot Slovenija prisotni, da so vsaj nekateri Slovenci del neke druge zgodbe in prodirajo v svoji poti, ali bi rekel. Kdaj si pa ti recimo občutil, glede na to, da si zmeri bil obdan z mehurčki, kot si rekel, s peninami, z vini, da si imel ta arzenal znanja, kdaj si rekel, to je zdaj, jaz se bom s tem ukvarjal? Ja, mislim, da tako, ker smo 18 let, ko smo dopolnili 18 let, je pa bilo nek tak, preskok v mojih možganih. Sem rekel, ker tudi kot sem jaz rekel, da tudi jaz sem ravno čas, da dozorim. In mislim, da s tem sem tudi nekako povezal penino, na začetku, ki je mlada, pa še dosti taka divja. Je še malo tako neukrojena, še vedno lahko gre v eno smer, pa se lahko zelo lepo razvije, lahko gre pa tudi v eno smer, pa pride oksidacija, pa karkoli in polninaš iz te penine. In tako da, ko sem jaz nekako dopolnil 18, sem rekel, tudi jaz nekako že počas dozorevam in kakor zaenkrat tudi nekako kakšne občutke imam jaz, je to, da sem tudi jaz nekako bolj dozrel ta dobra stvar, ne oksidativna stran. Ampak tako, je pa res, da vsako leto nekako pridejo novi izzivi in tudi novi uspehi. Tako da nekako z vsakim uspehom za mano oziroma za nami, nekako sam potrjuje to, da smo naredili pravo odločitev. Ampak je bilo pa res, da na začetku je bilo kar tako, je bil kar velik zalogaj, sem bil kar mal včasih tako, a sem prav naredil, pa sploh vse nas že vsi poznajo, lahko sploh še karkoli naredim. Ampak tako, je pa res, da se zgodbe gradijo. Tudi šampanjske hiše so že po 100, 200, 300 let, tako da skaj pa ne bi še ena slovenska hiša dosegla ta zgrojstnega dneva. Absolutno. A sta kdaj že skreirala penino, ki bi odražala vajno osebnost oziroma karakter? Bi se lagal, če bi rekel, da nisem probala. Tako da sva že imela ena par poskusov, ampak pol na koncu je bilo vedno nekaj, da je bilo ali podobno že eni penin, kar že imamo, a pa mogoče sam ni bilo mogoče to, da bi izražala naju. Sva malo razmišljala, kjere sorte bi uporabila, kaj bi bil res najin stil. In tako, glede na to, da naša hiša se razlikuje od ostalih s tem, da imamo avtohtono sorto, oziroma kar mi rečemo, da je avtohtona, mogoče kakšen sumili ne bi rekel, ampak rumeni plavec, smo rekli, da mogoče bi to vključila, zato ker je le nek štempel, nek znak bizeljskega in to nekako razlikuje od vseh ostalih. Je pa tudi res, da hočeva, mislim, ko gremo midva na tuje trge, vidva, da še vedno je fajn, če imaš kakšno to prepoznavno sorto, ker lahko vsak ve, kjera je, pa je že velika ljubiteljev te sorte. Tako da zdaj malo sta še igrava z raznimi temi kopažami, kjere sorte dodati. Tako da delamo poskuse. Je pa tudi res, da enkrat, ko usvojiš to balanso, ena sorte, druge sorte, sladkorne stopnje, je pa res, da moraš še nekaj časa to pustiti, da dozori. Tako je. Tako da to je mogoče najtežji del tega samega procesa. Da enkrat, ko ti ustvarjaš in si zadovoljen, moraš sam iti tam. Pustiti 3-4 leta, da naredim nek tak karakter, ker
po katerem se tudi jaz znana. Okay. In pa tako, no, to je najtežje, no, ampak mislim, da upam, da bo nama ratal še v naslednjih 5 letih izdati eno najno penino, mogoče najglih po najnih imenih, kot naprimer Miha ali pa Barbara, ampak zna bi, da bo neka zgodba dveh oseb, dveh dvojčkov, ki bo nekako pristopila na naše police. No, se že veselimo. Ne? Ja, upam, ja. Se mi zdi, da vina penine so tako kot osebnosti. Rabijo, tako kot si rekel, ogromno časa, da dozorijo, da se razvijajo. Tako je. Pa tudi naša klet je znana po tem, da ima vsak član ima podedovano eno penino po njim. Naprimer, kot sem rekel že prej, ko sem omenil number one, to je pa penina, ki je bila poimenovana po mojemu staremu očetu, Janezu, ker preden je bil on vinar, je bil pa on golman za jugoslovansko ekipo in so bili kar prodorni. Dobre. In tako da je bil on pa kar neka odločitev, tako veliko odločitev, ali bo zdaj on golman ali bo vinar. In je pa izbral na koncu le, da bo vinar, ampak s tem je pa rekel, da hoče nekako vsaj nekako dati neko zgodbo z eno etiketo, tako da bo spominjal njega na svoje čase v nogometu. Okay. Zato je pa, ker je bil vratar, je imel številko 1 na hrbtu, pa ker je imel črn dres, je pa dal črno etiketo, pa gor number one. Tako da to nekako njega spominja. Je pa res, da Barbara je moja teta, je bila pač prva penina, ki smo jo proizvedeli v naši kleti. Pol pa Miha je tudi, je pa rdeča verzija, po mojem očetu. Pa včasih smo imeli pa tudi penino Mišel, je bila pa po moji babi poimenovana, zaradi tega, to je bila pa malo bolj slajša penina, ampak pa smo videli, da smo imeli mogoče malo preveč sladkih naenkrat, da smo imeli to Desiree linijo, pa še ene druge in pa smo rekli, ok, mogoče se moramo posloviti od Mišela, ampak babi je bila pa še vedno aktivna, je še vedno bila desna roka dedijo, je pomagala, kar se da, kakšne papirje rihtati, pospravljati, tako da smo res pač taka utrjena ekipa. No. Zdaj sta oba bolj mentorja, starša, ampak sta še vedno aktivna in še vedno se dobivamo, pa tudi nazdravimo tudi kdaj. No. Se lahko zanesete. Ja, tako. Na njiju in oni na vaju. Tako je, ja. Danes si sabo prinesel katero od penin? S sabo sem pa prinesel eno izmed novejših. Okay. Se pa imenuje Cuvée Natura, je letnik 2020 iz 2 sort. 80% je Chardonnay, 20% je pa rumeni plavec, pa je brut natur penina, to pomeni brez dodanega sladkorja. Okay. Pa posebnost te penine, ta, kako bi rekel, noviteta oziroma inovativnost v naši kleti, je pa, da je brez dodanega žvepla. Okay. Tako da to je penina, ki ima vse skupaj manj kot 10 mg žvepla v njej in ta vsebnost je pa pride iz same trte. Tako da se nekako trta tudi sama ščiti pred oksidacijo. Okay. Je pa res, da smo pa mi uporabili druge antioksidante, tako da nekako preprečimo. To sem tudi to prinesel, ker hočem tudi malo izpostaviti novodobne penine istinič. Pa tudi s tem, ta penina je zadnje čase dobivala tudi kar prepoznavnost v tujini. Okay. Lani, mislim, da je bilo lani, je bila razglašena kot zlata zmagovalka, pa kot Critics' Choice na Sommelier Wine Awards v Londonu. Hvala. Pa letos je pa glih pred kakšnim mesecem pa pol, je bila pa razglašena v Italiji, v Milanu, kot ena izmed 1000 najboljših etiket vin na svetu. Okay. To so pa eni sommelieri v Milanu so se dobili. Mislim, da je bilo 100 sommelierjev in vsak sommelier je imel 10 izbir, 10 etiket, katera lahko izbere in predstavi na tem sommelier wine listi. Okay. In en sommelier je se pa odločil, da bo pa, da je to naše. Ja, odlično. Kaj pa ti meniš, da so največje napake, ki jih delamo mi pri peninah, oziroma tako, kot ti opažaš, a je to zdaj nepravilno odpiranje steklenice, izbira kozarcev? Ja, mislim tako, na koncu napake, tudi če jih delaš, je važno, mislim tako, ni važno, če jih pač delaš, važno je, da ti uživaš v sami pijači. Naprimer, najbolj optimalen kozarc, pa najbolj optimalna temperatura, pa vse to se pride v poštev, če hočeš res izkoristiti, kaj se da od same penine, same pijače. Ampak na koncu pa je le to, da ti, če si že kupil svojo steklenico,
je vsaj to važno, da kogarkoli odpreš, tudi če zlijaš malo zraven, da ti si natočeš ta kozarc, tudi če je ta širok, ki bo vsi mehurčki šli ven. Ampak važno, da imaš dobro družbo, s katero nazdravaš, tudi če trkneš. Ampak ja, tako, drugač pa edino, kar bi rekel, da je napaka, je to, da pomenujejo penina šampanc. To mislim, da vsi somiljeji se zgrožajo, ko slišijo, ker moramo biti ponosni na naše pomenovanje. Šampanc je šampanje, penina je pa Slovenija. Tako da mislim, da moramo večkrat reči penino, tako da pride v naš besedni sklad. Ja. Tako, kot si tudi prej omenil, dejansko so tudi veliko mladih, je veliko bolj izobraženih. Se mi zdi, da tvoje opažanja so tudi na mestu, da ni več nepomembno, kaj izberemo. V bistvu raje izberemo manj, bolje, premišljeno. Pa tudi še malo več denarja. Na koncu mislim, da sploh z dostopom do informacij preko spleta si lahko tudi sam uporabnik naredi malo bolj ostro sliko, kaj sploh je za etiketo. Ker včasih je bilo ni važno, samo da so bili mehurčki, pa je bila že pač penina. Zdaj pa tudi že malo dojemajo, da ni le ena, da ni, da ni tankovska metoda isto, kot tradicionalna. Tako da mislim, da s tem tudi so pripravljeni malo več zapraviti. Pa tudi, če ne pijajo toliko veliko, kar so mogoče včasih, si bojo vsaj naredili malo bolj izobraženo izbiro. Je pa tudi res, da cena tudi na koncu dneva nekaj pomen. Tako da nekateri, ki si pač ne more privoščiti, pa si tudi privoščijo pač kaj ceneje, ampak tudi to je pač čist normalno. Del nekega obreda. Tako. Tudi, če si ne more privoščiti, še vedno vlagajo v to kulturo pitja, oziroma v to, da ohranjajo vinarje žive. In jaz sam lahko rečem na zdravje vsem, ki trenutno pijejo, medtem ko naj poslušajo. Ker lahko, ne? Vidva še ne smeva. Ampak je zmeraj odgovorno. Tako je, čez par ur pa. Čez par ur bo lahko. Tako. A si kdaj odpiral sabljo, penino? Sabljo s kozarcem, z nožem, z žlico. Vse pride v poštev. Vse se da, če se hoče, tako bom rekel. Ja, tako da tudi pri nas imamo na Bizelskem en tak mini tečajček, kjer lahko ti odpreš penino z sabljo in pol dobiš po pošti diplomo. A res? Ja, No, to so tudi eni taki dogodki, ne? Tako, ja. In pol, ki je že odprt, moraš pa nazdraviti, ne? Moraš razdeliti, spiti. Ono, kaj še ostane noter. To, kar je še, ne? Tako. A vidiš izziv mogoče, omenila sva že večkrat v tem pogovoru te nove generacije, nove stile pitja. Vidva sta tudi omenila, kako se lotevata, da želita sodobnejši pristop, da opazujeta nenazadnje, kako se uživa v peninah. Kako nagovarjata oziroma kako vidita izziv v nagovarjanju ciljne skupine? Ja, vedno je izziv nagovarjati za svoje stranke, da bi spila nekaj alkoholnega, za raznimi omejitvami, pač oglaševanja. Tudi s tem znajo biti malo težave. Razen če pod vsako objavo napišeš, da ministrstvo opozarja. Ampak tako, mislim, da moraš tudi videti, kakšni so kakšni trendi in jih pol nekako prilagoditi z vinom. Da nekako probaš približati vsakodnevne trende z tvojo dejavnostjo in pa nekako s tem vidiš, da boš dobil njihovo pozornost, mogoče sporo sam kakšen všeček, ampak pa ta všeček rata z prvim nakupom, ampak mislim, da glavno s tem, da nekako ti probaš približati svojo zgodbo, da mogoče ne rabiš tako sporivati naprej svoje izdelke, ampak bolj kdo si ti, pa zakaj to delaš. In s tem pa tudi nekako vidijo ljudje, da si le človek, da je to tvoja služba, da si tvoj trud, to je del tebe pa na koncu. Tako da mislim, da enkrat ko dobijo ta osebni stik z samim vinarjem, pa se prej odločijo za tvojo penino ali pa tvoj izdelek, ker pa za sosedovega. Tako da je čisto odvisno. Je pa tudi res, da je kar težko, ker zdaj vedno več enih različnih vinarjev, ki promovira sebe in dela, snema, objavlja, in je kar malo tako nasičeno, vedno bolj. Ogromno je šuma. In zdaj, zakaj pa jih tebe začeli poslušati, če lahko poslušajo
množico. Ampak je res, da moraš se truditi, ne? Moraš se prilagoditi, moraš malo probati, mogoče včasih bo kakšen video ali pa karkoli bolj padel v vodo, no, ampak vse se da, no, če se hoče. Omenjal si všečke, videe, kakšno vlogo imajo družbena omrežja pri tem? Ja, mislim trenutno, drugače, mislim, da imajo kar veliko vlogo socialne medije, ampak če trenutno naša hiša še ni to, kako bi rekel, vešča teh medijev, zaradi tega, ker trenutno, kot sem rekel, so jaz bila brat edina dva, ki so mogoče odraščala za socialnimi mediji in so tudi mogoče edina dva, ki so pripravljena se snemati. In mogoče sem videl in režiserja, in producenta, in snemalca, in igralca, vse. Ne? Vse hkrati. Vse hkrati, ja, dobesedno. Yeah. Tako da mogoče iz tega vidika tudi malo mi dva pol šepava, ker mora poleg snemanja vsebin mora tudi voditi podjetje oziroma pomagati na drugih področjih. In pol nama samo zmanjka čas še za to. Ne? Ampak mislim, da bomo pač mogli mi tudi nekako prosmeriti prodajo tudi na socialne medije, zaradi tega, ker tam te največkrat vidijo. Ne? To je zdaj najlažji način, kako pristopiti do same stranke. Ker pač, če te vidi v trgovini, med množico steklenic, to nič ne pomaga. Ne? Če pa ti pokažeš, pa malo pokažeš svojo osebnost, pa nekako že te prepoznaš, ki to je pa una steklenica, ki je imel se mi je bil pa kar v redu, ali pojmo probati. Ne? Tako da nekako tudi, naprimer, tale podcast, to je tudi en način nekako pridobivanja novih oči na tebe. Ne? Absolutno. Tako da, ne vem, je veliko takih dogodkov, ki pač se moraš nekako tudi prilagoditi, pa reči, ja, tudi če mogoče nisi najboljši govorca, pa nisi najbolj, kako bi rekel, ti ni najbolj prijetno pred kamero, ampak še vedno moraš pa se izpostaviti to, da poveš svojo zgodbo naprej. Ne? Ampak tako da mislim, da bo vedno več teh vsebin, mogoče tudi jaz tebe povabim, da je na kakšno objavo. Absolutno, z veseljem. Evo. Z veseljem. Je pa res, da v bistvu, tako, ko si omenil družbeno omrežje, vseeno vino moraš okusiti. Moraš ga doživeti in to lahko narediš tako. Zato jaz tudi občudujem vedno zgodbe, ki jih vi govorite. To mi je najbolj fascinantno in tako tudi lahko dobiš vpogled v samo vino. Ja, to je pa tudi res. Ja, naprimer, zato še hodimo na te razne dogodke, kot so Slovenski festival vin, pa naprimer zdaj bo glih v Kranju, bojo Kranjski rovi. Lih prej sem poslušala. Tako je, zato ker to je edini pristop, edini način, da ti nekako daš možnost stranki, da tudi proba tvoje izdelke. Je res, da mogoče v Sloveniji te razni dogodki so mogoče malo se preveč ponavljajo, pa je mogoče prevelik strošek za samega vinarja, pa mogoče nima tazga izplena, kakor bi ga pričakoval. Ampak na koncu še vedno moraš ohraniti nek stik s tvojimi kupci. Lahko jih povabiš, da pridejo v tvojo klet, ampak je pa res, da so iz raznih koncev in vsi pač si tudi ne morejo glih prvošiti 2 uri vožnje v eno smer, pa pol nazaj. Tako da, če si na takih dogodkih, pa veš, da bo tvoja ciljna skupina tam, boš že dol nekaj zaprobati, ne pa že reskiral en večer, pa za nastojnica, kakorkoli moraš dati. Tako, je lušten. Včasih zna biti kar malo preveč tudi, zato je tam en dogodek in počet nisi tam, pol se bojo spraševali, ki pa si. Ampak tako da moraš malo narediti ali selekcijo, ali pa pač malo razbremeniti svojo ekipo. Ne morajo samo oni nastopati tam, pa tam, ti pa samo na enemu, ampak moraš tako en vikend ti, drugi vikend jaz. Tako da se zbalansirate. Tako je. Kako selekcijo narediš pri vinih? Tako. Pa tudi zato so imeli starši 2 naenkrat, tako da se razdeliva. Da se lahko. Tako je, tako da če je eno utrujen, da pol drugo skočno. Tako da je kar luštno zadevano. To je dobro, ne? V bistvu, da so poskrbeli z nami. Drugače jaz priporočam vsakemu vinarju, ker imejte dvojčke. A ste se kdaj že zamenjali? Ko so bila mlajša, takrat so bila tudi še malo bolj podobna. Ampak zdaj, ko pa odraščava, pa tudi mogoče za odraščanje dobivajo kakšne svoje karakteristike. Naprimer, zdaj najlažje, kako naj jo prepoznati oziroma razlikovati, je tako, da imam jaz malo daljše lase, brat ima pa krajše. Tako da jaz sem si pustil moje telekodre, on je pa rekel, da bo imel malo drugačen stil. Pa naprimer, tako, naprimer, tudi najni kolegi nama velikrat rečejo, da na začetku, prvič, ko naj jaz poznaš,
sva identična, kako naj jaz ločem, a ne tako, da bi imel 2 flaše brez etikete. Ja. Ampak pol, kaj pa naj pač se družimo, kaj se pač pogovarjamo, pa bi rekel, kako sem jaz sploh, kdaj pač, kako sem se kdaj sploh lahko zmotil, kjer je kjer. Ker zdaj pa enkrat, ko sprobaš, ker nekako vidiš vsebino, ne samo steklenico. Potem je lažje ločiti. Tako je, letnik je isti, ampak vsebina je pa... Pa torej se pogovarjam z Markom. Tako je, baje. Okay. Prej si že omenil vmes med pogovorom tujino. Ko sva se midva dogovarjala, si ravno kar rekel, zdaj spet grem, in bom združil prijetno s koristnim, torej malo prostega časa, malo tudi predstavitve vin. Tako je. Na katerih trgih ste prisotni oziroma kam si želite še? Ja, zdaj smo prisotni tam okoli 24-25 trgi. Okay. Glih na zadnji, ko sem naredila to, kako bi rekel, to neko kombinacijo med izletom za dušo pa za poslovnim izletom, je bilo glih v Južni Koreji. Okay. Sva z bratom rekla, itak naj zanima ta azijska kultura, pa sva že bila na Japonskem, pa sva pa rekla, pač itak bi rada videla še preostali del Azije, ampak sva rekla, dober, peva mogoče nekam, kjer je mogoče še malo bolj razvito, peva Južna Koreja, zakaj pa ne. In pol se mi pogovarjamo to doma in pol glih ena naša zaposlena reče, moj mož je bil pa sošolc z enim, ki pa dela na slovenski ambasadi. Okay. In smo se pa z njim povezali prek tega moža. In smo pa prišli na sestank, smo ponesli še par steklenic in so oni rekli, da imajo pa par uvoznikov, s katerimi bi nas lahko povezali. Smo šli pa drug dan tja in smo zdaj kakšen mesec ali pa 2 nazaj smo podpisali pogodbo, tako da bomo začeli tudi tja izvažati. Je pa res, da svet je tako velik, da je še veliko enih trgov, ki bi jih rad odprl. Pred kratkim smo se tudi malo pogovarjali z Kanado, ampak Kanada je kar zahteven trg, ki imajo dosti in carine in vse ostalo, ki mogoče malo nagaj in tudi potne. Tudi v Avstraliji bi bil sam. Je pa tale pošiljka že kar draga. Pa tudi mi nismo mogoče najcenejši na trgu in pol se kar nabere eno z drugim. Pa pol še kako bi rekel, še ta izziv, da smo iz Slovenije, ki mogoče Avstralci glih ne poznajo najbolj. Je pa še toliko težje prodati, tako pa vsak uvoznik je pa malo bolj skromen do pričetka nove kolaboracije, novega sodelovanja. Tako da je tako je izziv, ampak bi kar bil, jaz sprejemam vsak izziv. Z veseljem bi kakšno Ameriko tudi odprl, pa kakšno, ne vem, tudi Mehiko, zakaj pa ne, tam je vroče. Zakaj pa ne, to bi pasalo. Vse to. Tako da upam, da nama z bratom rata še zasest kakšen trg ali pa 2. No, verjamem, da vam bo uspelo s takim entuzijazmom. Super, hvala in energijo. V bistvu si že vmes omenil, penina je za vse neka taka zelo delikatna zadeva. V bistvu ogromno nekega truda je potrebnega, niti si ne znamo predstavljati, kaj vse. Neka ta pot, ki je v ozadju, omenil si prej tudi, da se s podnebnimi spremembami srečujete. Tako je. Kaj so si ti poti, koraki, izzivi? Prvo, kar je, da pač, če hočeš imeti vrhunsko penino, rabiš imeti vrhunsko grozdje. Tako da moraš ti skozi celo to rastno dobo moraš gledati, da ni nobenih bolezni, da ni nobenih žužkov, ki bi lahko napadali tvoje grozdje. Pa tudi moraš gledati na to, da ne špricaš prevečkrat, ker na koncu to vedno nekaj pusti naravi. Pa tudi, da se ne voziš preveč po vinogradu z traktorjem, ker to so pol že spet gorivo in to že spet pač pusti svoj pečat. Je pa tudi res, da pol enkrat, ko ti usvojiš to, da čim manj nagajaš naravi, s tem, da še ne dobiš kakovostno grozdje, pol greš šele na predelavo v samo prvo mošt, mlado vino in pol sekundarna fermentacija. Tako da so kar ene par različnih točk, na katerih moraš biti pozoren, da pač ne zezneš. Ker na koncu je to kar taka res nežna zadeva, ker naprimer tudi mi tudi če imaš kakovostno grozdje, moraš ti gledati, kdaj boš šel brat. Zaradi tega, ker če ima pa premalo kislin, je pa super za mirno vino, ampak
Za penino pa pol kar malo zmanjka, ne, kar malo, pa ko probaš še 3 leta, pa pol vidiš, da je malo flat, malo mrtvo, ne, in pol vidiš, joj, toliko časa pa energije, pa dela sem vložil in zdaj nekaj manjka, ne. Tako da moraš je kar tako, no, precizna zadeva. Ampak tako, je pa res, da vedno več vinarjev ima tudi svojo penino, tako da se kako bi rekel, ta znanje o sekundarni fermentaciji se širi po Sloveniji, tudi po svetu. Mislim, da so vsi videli, da pač penina je taka, sploh zadnje par let je bila kar trendi pijača, no. Je kar rasla v porabi. Ampak tako, je pa res, da tudi samim izborom in, naprimer, mi smo glih trenutno, smo začeli prenavljati vinograd. Ja, smo en del, ki je bil na terasah, smo rekli, da je bil še malo star vinograd, pa tudi te terase so nam malo nagajale. Smo rekli, okay, glede na to, da mogoče za prihodnost, za 4., 5., 6. generacijo, da bomo malo ulajšati, pa bomo pol tole podarili, zravnali, pa pol vertikale posadili. Tako da ampak zdaj tudi moj oče se zaveda, da moraš imeti dobro grozdje za samo pač penino. Tako da se je povezal z enim Italijanom, mislim, da je Giovanni Bigotom, in on zdaj njegov cilj je, da bo ustvaril najboljši vinograd v Sloveniji, če ne na svetu. Res? Ja, tako da je kar investicija, no, ampak je pa rekel, da se to splača, ker to je pač investicija v prihodnost. Absolutno. In s tem tudi nekako oni tudi gledajo, kako se prilagajati, ne vem, soncu, da je tako obrnjen, da ni glih največja pač, da ni glih največja izpostavitev takrat, ko je najbolj vroče, da se naredi naravna senca. Tako, no, veliko enih raznih procesov je, da ti narediš ena dobra zadevca, no, ampak je pa res, da najbolj pomembno je pa čas. Ker mislim, da veliko vinarjev, ki dela penino, naredi izjemno zadevo, ampak pol je prehiter da na trg, ker nima mogoče te kapacitete, da bi jo pustil zoret toliko časa. Ne. In pol so malo neučakani in pol tako, ja, se je na pravi poti, ampak ni še tam. Tako da mislim, da je moj predlog za vse, ki pač se ukvarjajo s penino, sploh če imajo malo mlajše zadeve, da pusti par steklenic tako v kildru, v kleti. Ja, in pusti še ene par let, samo da vidiš, kako se to spreminja. Mogoče ti pa ne všeč, pa si saj probil, ampak glej, mogoče bo pa neka vrhunska zadeva, ko bo pa na dekanterju dobila 95 točk. Tako da, to je moj moj nasvet. Tako, ja. Veliko potrpežljivosti. Ja, ne gre čez noč, ne gre nič. To pa res, ja. To je tudi prednost družinskega podjetja, da je veliko potrpežljivosti. Ogromno, ne. Kaj je drugače, si ti sam, če so sam 2 zaposlena, so drugačne dinamike, takrat, ko so pa zaposlena še v sorodu. Ti veš, kako on reagira, kako on kako on se odraža, kako kaj, naprimer, tudi kaj mu paše, kaj mu ne paše. Ampak pa tudi res, da se nekako pač tudi spodbujamo drug drugega. Vemo, da mogoče nismo vsi za vse, ampak na koncu dneva se nekako lepo porazdelimo, da imamo vsak svojo vlogo in pa skupaj pridemo do enega produkta, na katerega smo lahko vsi ponosni. Ja, se imate skupen cilj. Tako. Res je. Prej si omenil sekundarno fermentacijo. Nekaj sem prebrala, da še danes recimo Francozi, velike šampanjske hiše, da so še zmeraj kdaj presenečeni v tem času, obdobju recimo temu sekundarne fermentacije oziroma drugega vretja v steklenici. Tudi penina oziroma šampanjci so nastali po naključju, Res je. Perignon je rekel, da pije zvezde. A vas preseneti še kaj? Pa tako, mislim, moram reči, da nas bolj preseneti to staranje na kvasovke, koliko pa to res spremeni ta profil. Naprimer, tudi na začetku, ko probaš mlado vino, ker je res to bolj mlado cvetje, mlado sadje, vse to, je še vedno bolj tako igrivo, ampak enkrat pol, ko probaš, 6 let starano, 7 let, 8 let, pa že vidiš, wow, pač to je že bolj kompleksno, pa še vedno je sveže. Imamo glih eno steklenico z imenom Passion. Si je pa moj oče zamislil, da bo pa naredil nek banalen poskus, da bo naredil, ne vem, se ne spomnim, koliko točno steklenic, ampak sam iz te naše avtohtone sorte, ta rumeni plavc. In prednost te sorte je, da ima veliko kislin. Ampak, ker ima pa to kislin, pa nima mogoče kakšnih drugih atributov, kot mogoče polnost ali pa kaj takega, da bi malo zbalansiral. Ampak nekako oče bil še vedno prepričan,
ta sorta je odlična in vemo probati narediti sam 100%, pač rumeni plavc. In smo glih ugotovili, da s tem dolgoletnim staranjem se tudi malo ta kislina malo umirila, ampak še vedno je bila taka, še vedno je bila dosti pristna, še vedno dosti prodorna, da je bila še vedno, da je ohranila penino živo, kljub temu, da je bila letnik 2009. Zdaj smo pa letnik leto 2025, tako da kar je nekaj 13 let, ali mogoče matematika zdaj nam računali, ampak ja, ker moram reči, da to nas je kar presenetilo, da to, koliko časa lahko ti nekaj staraš. Tako smo rekli, ja, poskus bo, ampak ta poskus kar presenečena, tako da to je tudi neko dokazilo, da ta sorta je dobra za penino, da je res super tak svež dodatek k neki kopaži, da lahko ti da to nek šampanski pridih, da ji date priložnost. Tako. Se mi zdi, da vina znajo presenetiti. Sploh tudi, kdaj kakšno vino odpremo, se moramo malo nadihati zraka, da pridejo do izraza. Tako je. Naprimer, tudi pri nekaterih naših peninah smo dobili ta isti učinek. Naprimer, sploh pri teh brez žvepla, tukaj res ni nič kisika. Tako da pa enkrat, ko pride penina v stik z kisikom, se začne malo odpirati, malo razvijati, ampak je pa res, da pri teh peninah tudi nočeš predolg časa čakati, ker ne nočeš mehurčka izgubiti. Pa tudi je pa res, da je zelo zanimivo, ker na začetku, ko probaš kot aperitiv, je čisto druga pijača, ker ješ enkrat z kosilom. Tako se kar malo bolj odpre, kar malo bolj polno, kar neke nove note dobiš, kar se prej mogoče sploh nisi zaznal. Tako je kar zanimiva zadeva. Ja. Kdaj pa ti najraje piješ penine? Najraje pijem penine s prijatelji. Čas je bolj drugostranskega pomena, ni glavni pomen zame. Je pa res, da jaz sem odraščal za kulinariko, s tem kulinaričnim svetom. Velikrat smo šli z družino v razne gostilne, restauracije in smo si takrat tudi radi prvošali kakšen kozarček, sploh če bil naš, ne? Treba podpirati lokalno. Ja, in moram reči, da s tem sem se tudi malo nekako razvadil, v smislu, da je ta food pairing, kako se reče že po slovensko? Mislim, spajanje. Spajanje penine z hrano. Nekako ti zbudi brbončice in pol tudi hrano doživljaš na nek drugačen način. In jaz mislim, da je to neka dodana vrednost, ker lahko, mogoče nekateri sploh ne dojemajo kot dodana vrednost, ampak drugi pa mislim, da ful nekako dobijo neko novo izkušnjo. Tako da je res, da ker vsakeč, ko si prvošimo kakšen kozarček penina ob hrani, je kar it's a treat. Ja, se mi zdi, da tako, kot si rekel, kakšna bolj konkretna večerja ali pa nekaj, da prav pogrešaš. Tako, mora biti nekaj zraven. Ja, ker pa nekaj manjka. A sem začinil, pa si sem začinil. Penin. Kaj pa ti imaš, kdaj pa ti naraj? Jaz kot aperitiv, recimo, ali pa opoldne. Marko, menila sva že trende, da ste pravzaprav bili oziroma ste trendsetterji. Vi kombinirate tudi zgodbo penin z turizmom. Opazila sem ravno na družbenih omrežjih, da z bratom sta imela tudi dogodek Move and Bubbles. Res je. Torej v bistvu, da vino je en del zgodbe, je pomemben, ampak vseeno je pa danes tudi pomembno, da se nekako razširja s kulinariko, kot si omenil, in drugimi. Je to tudi neka smer? Jaz mislim, da zdaj trenutno je dosti pomemben, da si ti del neke skupnosti. Kot da si del družbe. In mislim, da lahko skupaj spijemo penino, ampak mislim, da v trenutnem času, glede na to, da so vsi bolj zdravstveno ozaveščeni, moraš neko dodatno vrednost ponuditi. Zato sva tudi z bratom rekla, da bi probala najti še neke druge poti, s katerimi bi lahko združila ta svet zdravja in svet penine skupaj, ker mi da so zagovornika, da da je vse v nekih zmernih količinah. Tako da tudi, če pretiravaš športom, tudi ni dobro, ker tu lahko tudi kakšne sklepe ali pa kakšne poškodbe dobiš. Pa tudi z alkoholom ni glih fajn ne pretiravati, ker pa ali glavo boli, ali pa še kaj hujšega lahko. Tako da s takimi dogodki, kot je ta Move and Bubbles, smo mi dva nekako hotela tudi približati svet penin s temi mladimi, ki se malo gibljajo tako na nek način.
Pa tudi tako, je luštno, no? Tako, da niso samo ti uradni dogodki, kjer si ti z srajčko gor, pa so pol, ne vem, več ima kakšni starejši gospodje, ki te sprašujejo o, ne vem, koliko je kislin, koliko je sladkorjev letnik, smo videli, da je malo drugačen ciljna publika tam in moraš tudi malo prilagoditi svoj način pogovarjanja z njimi, svoje nagovarjanje. Tako da mislim, da taki dogodki so vedno dobrodošli. Je res, da moraš videti, kje so najbolj kompatibilni z peninami. Okay. Naprimer, so tudi razmišljala enkrat, ko so videla na socialnih medijih, da je dosti popularno tudi to ustvarjanje z glino. So pa tudi o tem razmišljala, da bi naredili kakšne take posode za te tapas variante, ki se lahko skup nekako družba zbere in je in pije skupaj. Ker mislim, da to tudi malo manjka v Sloveniji, to druženje po šihtu, po delovniku. After work, tako je. Ker jaz, ko sem bil v tujini, sem velikrat videl da po šihtu, po delovniku, po službi, da so se dobili ali v restauraciji, ali v baru, pa so skupaj nazdravili, pa malo pogovorili, pa malo povedali, kaj se kje dogaja. Medtem, ko v Sloveniji, pa mislim, da vedno hočemo nekaj kombinirati s kakšnim športom, ali pa smo, ne vem, že to, ali pa imamo, ne vem, sploh v mojih letih so zdaj vsi, ali so pač pretekli ten maraton, ali imajo glih, so otroka dobili. Tako da je pol malo ta, neko, mislim, hoče popredalčkati, oziroma hoče nekako vse tudi skupaj združiti, tako da je druženje in pol, ne vem, tek, ali pa druženje in šport, ali pa ne vem. Čeprav tudi jaz tudi sam rad športam in se tudi to je del moje družbe, ampak res pa, da tudi včasih tudi paše, tako da se malo usedemo, tudi malo pogovorimo, pa tudi malo tako nekako spoznamo tudi več, mislim, več od drugemu. Da se tako, no, da je malo drugačna oblika. Da se vrnejo ta druženja, ki smo jih mogoče med pandemijo izgubili. Tako je, ja. Smo se nekako, tako kot si rekel, popredalčkali. Ne? Tako je, ja. Tako, mislim, da vedno si treba čas vzeti za prijatelje in penina je dober izgovor. Absolutno. Da se lahko pač, da se odpre ena steklenica, če jih je 4-5, to je glih kakšen kozarček pa polno osebo. Odvisno, če kdo vozi ali pa če so blizu, je pa še toliko boljše. Absolutno. Tako da mislim, da penina predstavlja tako dobro stečišče za druženje in uživanje v kulturi pitja. In mislim, da je to kot nek izgovor tudi za naše sovrstnike, da nekako tudi kdaj presenetijo svoje kolege pa reče, evo, nas pa jaz častim za eno steklenico. In bojo in navdušeni in naj bi bil več ženi. Združiš prijetno s koristnim. Tako. Kako se pa ti, ki si zdaj omenil prosti čas, druženje, kako se sproščaš? Imaš kaj prostega časa sploh? Ja, hvala Bogu, sem si malo tako porazdelil, da kolikor se da si razdelim službo od prostega časa. Ampak je pa tudi res, da velikokrat se tudi zgodi, da so kakšni dogodki ali pa karkoli, da mi tudi skrajša malo prosti čas, ampak vedno lahko nadoknadiš, sploh v kakšnih mesecih, ki mogoče ni toliko delovno intenzivno. Ampak ja, naprimer, kot sem že omenil, tudi rad športam, rad igram odbojko in to je skupinski šport in že tam je 12 ljudi, s katerimi se podružiš in narediš ta stik. In tudi tam je nek način mreženja. In oni spoznajo tebe, tudi našo zgodbo. Naprimer, veliko mojih soigralcev niso vedeli, da imam jaz penine, zaradi tega, ker niso v tem svetu. Oziroma so bili tudi dosti mlajši in takrat so oni pili, ali sem špricarje, ali pa še malo take nedolžne pijače. In ko so videli, da imam penine, so pa tudi malo začeli spraševati, pa tudi prišli po kakšno darilo. In mislim, da se tudi tako nekako začne, da pač ne rabi skozi sam poslovno, ampak tudi si treba tako malo čas vzeti za kakšne ali ustvarjalne zadeve, tudi gremo v hribe, tako, da se malo tudi glavo sčistiš. Da če skozi nekaj razmišljaš, pa se tudi tvoji možgani malo utrudijo, če jim pa daš čas, da se malo nadihajo, da malo se umirijo, čakaj, kaj pa uno, veš. Imaš tako ideje. Imaš neko idejo, ja, ker nisi skozi pod nekim pritiskom, da rabiš nekaj novega narediti. Tako da mislim, da ta čas zase je kar ključen del, tako da si malo tudi sam sebe razbremeniš. Šport je odličen, ker s tem tudi malo ta kortizol, vse to malo potlačeš, pa tudi malo tako, tudi dobro zate, na koncu dneva.
Tako da ni samo pitje, ne, da tudi nekako zbalansiraš zdrav način pitja z zdravim slogom življenja. No, evo, to je zagotovo ena smer, v katero gre nadaljevati. Tako je, pa tudi fajn je, ker imam brata dvojčka, tako da če je kakšen taki športik, rabiš samo dva, grem samo njega pokličem, evo, greva tenis, že imava rutino, tako da se tako, no, moram reči, da tudi to pride prav, da nismo samo družinski člani, da nismo samo sodelavci, ampak so tudi soigralci, tudi so človek. Ja, super. Tako. Kje sebe vidiš, oziroma hišo Penin Istenič, mogoče čez 5-10 let? Ja, hišo Penin Istenič čez 5 let jaz vidim še na višjih nivojih, kot so zdaj. Okay. Je res, da glede na to, da sem videl zdaj nova dva, sva pošla v mogoče malo starejšo ekipo, tako da predvidevam, da v času 5 let bomo mogli tudi mi narediti malo pomladitev, ker tudi starši se tudi starajo, tudi oni hočejo malo si oddahniti. Umiriti. Tako je. Tako da mislim, da bodo oni pol nekako stopili v to popolno vlogo mentorjev, tako da še vedno bojo del družinskega pač posla, ampak s tem, da bomo imeli tudi mlajše roke, mlajše ideje, tudi za socialne medije treba tudi dobiti kakšnega mlajšega. Ne. Tako da mislim, da še vedno čez 5 let, da ohranjamo še vedno to kakovost, po kateri smo znani, s tem, da probamo tudi še vedno migati te koleščka v smislu inovativnosti, da se ne ustavljamo, da probamo biti odštekani, kolikor se da, ampak v nekih mejah normale. No. Tako da, ja, ampak še vedno družinski člani pridajo prav, tako da upam, da in z bratom in tudi sestro, da bomo nekako skupaj ustanovili neko novo ekipo, s katero bomo lahko dosegali same presežke. Mogoče da tudi na dirkah Formule 1 odprejo vaše Penina. Tako. Naprimer, vem, da so tudi odpirali za smučkami tam na veleslalomu, pa na raznih teh kaj so mis sveta, so bile tudi naše Penine prisotne. No. Glih, ko sem prej omenil tele maratone, smo malo prišli na idejo, da bi mogoče vključili našo brezalkoholno Penino v tem sklopu, ne. Kot zdravo življenje, ne pijemo alkohol, če že ne pijemo alkohol, se pa pije neko alternativo. Ne. Tako, pa tudi še vedno, ko pretečeš ta polmaraton, še vedno hočeš na zdravo, to je le dosežek. Ne. Absolutno. Tako da hočeš, če ne pijejo že Penine, bojo pa brezalkoholno odprl. Da se pokloniš svojemu uspehu. Tako, mislim, da tako, prej so to naklonila čas v teh vsakodnevnih dogodkih, da so še eno malo mogoče zanemarila te dosežke. Tudi takrat je se kar fajn spomniti na to, da si nekaj naredil iz sebe, da je eno obdobje za tabo. Tako da, naprimer, tudi, ko sem naredil jaz svoj prvo stopnjo sommelier, smo odprli steklenice doma, in jaz in bratom, malo sem naredila sommelier, tako da ni nobenega rivalstva. Je porazdeljeno. Tako je, da moramo samo vprašati, kjer je bolj špisal. Koliko točke. Tako da ja, mislim, da v tem smislu, da če kar migamo naprej in strmimo k number one. Odlično. Mark, najlepše hvala za ta čudovit pogovor. Hvala, Maša, tudi tebi. Zelo mi je bilo všeč. Ja, meni tudi. Mislim, da so kar nekaj tem odprle in verjamem v uspeh, ki ga boste ustvarili. Hvala enako.